Glasba, ki jo želite poslušati. Radio Prlek 88,9. Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči. Pod preprogo skrijem vse, spomine najne, iščem si odteko v starih slikah, kjer si ti prevrtela čas nazaj, za trenutek s tabo bi. Slišim le še eko, znani glas, ki jo nemi, ko ugasne jo luči. Sama in osamljena zaspim, sama. Nove slike, vedno znova. Nove slike, iščem jih v sebi, puščam te za sabo. Nove slike, vedno znova. Nove slike, čas beži naprej, spomini pa ostanejo. Sama in osamljena, mlada in zasanjena, te spremeni, nauči, ko najbolj zaboli. Slišim le še eko, znani glas, ki jo nemi, ko ugasne jo luči. Sama in osamljena zaspim, sama. Nove slike, vedno znova. Nove slike, iščem jih v sebi, puščam te za sabo. Nove slike, vedno znova. Nove slike, čas beži naprej, spomini pa ostanejo. Nove slike, vedno znova. Nove slike. Nove slike, vedno znova. Nove slike, iščem jih v sebi, puščam te za sabo. Nove slike, vedno znova. Nove slike, čas beži naprej, spomini pa ostanejo. Za nami je še en festival Popevka, ki si je letos nadel številko 2023. Za uvod lanska zmagovalka Mija Guček ter njene nove slike. Boštjan vas v oddaji Radioaktivna plus. popelje med letošnjimi skladbami. V studiu 1 televizije Slovenija je nastopilo nekaj znanih in uveljavljenih imen slovenske glasbene scene, ter tudi nekaj nekdanjih zmagovalcev, ki so na grlico Popevke pripeli nove bisere. Ob tem so podelili nagrade strokovne komisije in občinstva. Najprej k stroki. Nagrado za najboljše besedilo je prejela Zvezdana Novaković iz zasedbe Babandica za pesem Vodana. Ja, presenečena, ampak hkrati toliko je iskrena, da verjetno se je pa res dotaknila žirije in ljudi. Zanimivo ime zasedbe. Ja, pomeni baba Ndica, to ne pomeni ena baba in dva otroka, ampak je to v dialektu iz Cerknega, pomeni baba in dva dedca. In zelo mi je zanimivo, kajti tam tudi uporabljajo z apostrofom, tako da zveni in urbano in zelo starinsko hkrati. Ob sebi si imela dva dedca. Sem imela dva dedca in kadar smo na odru, smo zelo, zelo aktivni, povezani in dajemo res eno fajno energijo na koncertih.
Skladba je precej mistična. Ja, v bistvu skladba govori o verovanjih, kako so dejansko torej naši predniki izvajali te uroke, torej ženske uroke nad moškimi. Torej to ni izmišljeno, ampak to so pravi uroki iz naše kulturne dediščine. Skladba je tudi nekakšna povezava med popevko in ljudskim izročilom. Ja, tako nekako mi se fokusiramo na ljudsko izročilo, ampak hkrati ga prepletamo z sodobno glasbo, z sodobnim časom. Zato je slišati mogoče malo repa tudi v skladbi. Ja, tako, saj mislim, da rap je res z besedami najbolj globoko sežeš v misli in tudi rap je danes res ena poezija, je ritem, je eno direktno sporočilo, je aktivizem, tako da mislim, da je kar potrebovala ta rap, ta pesem, kajti je zelo močna in direktna. Pomeni, da ste tudi malce družbeno angažirane. Absolutno, vsaka skladba naša je satira, tako da če bi jo Sašo danes slišal, bi zagotovo se malo nasmejal. Zvezdana, kako pa naprej? Kaj ustvarjate? Ja, v bistvu smo tako kar mlad band, tako da bomo pred sabo zagotovo imeli še veliko koncertov, tako da tole je pred nami. Tudi zmeraj kakšna nova pesem se porodi, zelo hitro nastaja in ljudem je zelo všeč, to je nekaj novega v Sloveniji, povezava med ljudskim in urbanim.
Strokovna komisija je med 101 prijavljeno skladbo izbrala 12 pesmi, ki so 9. septembra nastopile na festivalu Popevka 2023. V strokovni komisiji za letošnji festival so sodelovali Mija Guček, Anja Rupel, Gašper Salobir ter Gregor Strmecki. Nagrada za najboljšo interpretacijo je šla v roke Ota Pesnerja, ki se je po dolgih letih vrnil na festival. Imate čisto prav, ja. Jaz mislim, da je bilo nazadnje, da sem pel na tem festivalu leta 2000. To meni, da se leto hitro obračajo. Ja. Čeprav je še hujše, ne, da imam po 50 letih, ko sem imel prvi avtorski komad na Popevki, ga imam zdaj spet. Ne. Nagrado za interpretacijo? Ja, iz priloženega, ne. Torej, jaz mislim, da je moje poslanstvo le, da čim boljše odpojem, kjerkoli sem pač in sem se tudi le potrudil po svojih najboljših močeh. Skladba je naslovljena Spomin na te. Ja, tukaj je zgodba strani gospe, ki je napisala ta tekst, Emilija Bezinovič, in je pač to en dogodek iz njenega otroštva, to sem danes v bistvu izvedel. In kaj drugega še Oto ustvarja? Ja, novi album je pred durmi, je že posnet, ker je bil pred tem festivalom narejen, pač te skladbe nažalost zgor ne bo, ker je že matrica pripravljena, bo pa 12 novih skladb. Kdaj ga lahko pričakujemo? Po mojem bi lahko bil oktobra odzun. Moje ime je Oto Pesner in vi, samo vi poslušate Radioaktivno. Kadar listje zarumeni, hladen dež jesenski rosi, takrat se prikažejo slike iz davnih dni. Ko tesno objeta mi dva, skozi mesečino sva šla, in ko noč moj spanec zazna, spet sanjamo oba. Zdaj te ni več, ljubezen moja. Zdaj te ni več, ostal sem sam. Davno minil je čas oboja, zdaj v srcu žalosti je hram. Daljo so strmele gore, zvezde so brisale solze. Zdaj, ko vem, nazaj te ne bo, mi trese srce. Zdaj te ni več, ljubezen moja. Zdaj te ni več, ostal sem sam. Davno minil
Najboljšo priredbo je imela skupina Manuš oziroma Matija Krečič o nagradi Robi. To, da smo dobili nagrado za najboljši aranžma, je seveda velik kompliment za aranžerja Matijo Krečiča, seveda pa tudi zame kot avtorja skladbe. Jaz že od nekdaj trdim, da dobra skladba in dober aranžma gresta z roko v roki, oziroma slabe skladbe ne more rešiti niti dober aranžma. Še nekaj besed o skladbi Čas nazaj si zavrtiva. Mi smo mislili to skladbo lansirati že kar nekaj časa nazaj, ampak je pa res, da smo se vsi v bendu strinjali, da bi zanimivo mogoče zvenela, če se jo podpre z malo bolj razkošnim aranžmajem v smislu orkestrov, kar je pač edino mogoče v živo izvesti, seveda na popevki, kjer igrata in klasičen orkester in big band, kar se je izkazalo za lepo formulo. V osnovi pa seveda skladba govori o tem, da če kdaj kakšen par podvomi v svoj odnos, je boljš mogoče čas nazaj zavrteti, se spomniti kakšnih lepih stvari iz preteklosti in vidiš, da se splača vztrajati. Popevka je za njimi, kar ne pomeni, da bodo mirovali. Popevka je res, da za nami, ne pripravljamo nič šokantnega, predvsem v upanju, da lansiramo še eno skladbo pred iztekom letošnjega leta. Predvsem pa nas čaka kar nekaj lepih koncertov, tako da upam, da se srečamo tudi na kakšnem v vašem bližini. Za nastop na popevki si je Robi nadel suknič v roza odtenku. Bo postal Ken? Glede rekelca pa takole, so me moje punce oziroma hčerkici plus žena prepričale, da mi res paše in naj si ga kupam. Če bi imel jaz tako razkošno frizuro kot Ken, bi si mogoče celo upal obrit brke in osvajati Barbie. Mi smo Manuš in pozdravljamo vas v oddaji Radio Aktiv. Praviš, da si že utrujena in da več nisi zaljubljena. Oba sva se učila novih pravil, je za tebi zamenjal tudi stil. Vem, da me ne bi pozabila, za te vse bi dal. Vem, lahko se spremenila. Ti si mi rada govorila, da bom tvoj ostal. Čas nazaj si zavrtila. Si zaljubljena. Vem, da naju si sanjala. Začniva znova onkraj vseh pravil. Ljubezen naj postane najin stil. Vem, da me ne bi pozabila, za te vse bi dal. Vem, lahko se spremenila. Ti si mi rada govorila, da bom tvoj ostal. Čas nazaj si zavrtila. Vem, da me ne bi pozabila, za te vse bi dal. Vem, lahko se spremenila. Ti si mi rada govorila, da bom tvoj ostal. Čas nazaj si zavrtila. Strokovna komisija popevke 2023 je podelila tudi nagrado za obetavnega mladega avtorja ali izvajalca.
To je prejela Sara Lamprečnik, ki je bolj veteranka kot novinka. Ja, v bistvu sem res veteranka v tem televizijskem svetu, z oddajo petek zvečer in bolj z back vokali. Kot samostojna izvajalka pa v bistvu je bilo skoraj prvično. Leta 2018 mislim, da je bilo Pop Rock festival, edino to sem še, da sem sama nastopala, drugače pa sem vesela za to nagrado zelo. Verjetno ti ni težko stopiti iz ozadja v ospredje. Pa v bistvu bom rekla, da je kar težko. Jaz ful rada počnem to, kar počnem, se pravi spremljevalne vokale, ampak je pa neka posebna izkušnja stopiti naprej in mi je bilo zelo fajno. Ob svitu je naslov tvoje nagrajene. Tako je, Ob svitu, Avtorica besedila je Katja Sever Kršič. Kaj lahko s tvoje strani pričakujemo naprej? Jaz upam, da čim več koncertov in čim več novih pesmi in upam, da tudi kmalu album. Bo? Upam, da čim prej. Sem Sara Lamprečnik in vi poslušate Radio Aktivno. Še eno nagrado je podelila strokovna komisija. To je velika nagrada za najboljšo skladbo v celoti, ki jo je prejela Eva Hren za pesem Kako zveni pomlad. Moram priznati, da sem tako presenečena. Nisem, glede na to, da sem 4 leta nazaj, ko sem tekmovala, že dobila nagrada občinstva, nisem pričakovala pravzaprav nič. Vedela sem samo to, da se zelo dobro počutim na odru, da je skladba ta prava zame, da ko pogledam Žigata, ki je avtor vsega, kar sem pela, pravzaprav
da je to tisto, kar rabim, da pridem domov. Tako da počutila sem se dobro in to se zgleda slišala. Pričela si ob kitari minimalistično. Ja, nekako je tako Žiga koncipiral skladbo, da sem se lahko predstavljala tudi kot kitaristka, ker to tudi sem in se že nekaj let nekako želim tako tudi predstavljati, tako da potem pa seveda grandiozno, tako kot on zna narediti, kjer zaslišimo film in Hollywood, noter v glavnem v aranžmaju je bila ena taka velika rast. Ja. Bomo potem te videli Evo kot kantavtorico samo s kitaro? Tudi, seveda, zakaj da ne. To skladbo lahko izvajam brez orkestra, kar mi je najljubše, da lahko grem med ljudi in jo igram. Kako zveni pomlad? Je naslovljena tvoja spopevka 2024? Ja, besedilo je tako, lahko se najde noter vsakdo, pravzaprav, ki je bil kdarkoli sam, je začutil samoto in na koncu tudi nekako eno lučko upanja na koncu tunela. No, in to mislim, da lahko rečem pri svojih letih zrelih, kjer sem tudi že kdaj kaj takega doživela, tako da nekako se mi zdi, da z leti vedno bolj pojem besedila. Manj muziko, bolj besedila. Ne, nazadnje si odrasla. Tako, točno, odrasla sem. Ali pa ti sedaj gre bolj na otroško? Ali pa to, to je en del otroškosti moraš ohraniti, to je vsekakor. Eva, in kaj pomeni ta poljub na tvojem licu? Ja, z Žigatom, s katerim sva en tak tandem že kar nekaj časa, sva leta 2019 naredila tako, da sem ga jaz poljubila na lice in je bil pravzaprav na vseh naslovnicah časopisov s tem poljubom. Potem sva pa stavila in stajka, če bo letos tudi nagrada, bo pa pač obratno, se bo pa našminkal pa me poljubil, to je to. In kaj lahko pričakujemo s tvoje strani naprej? Ja, vsekakor nove skladbe imam pripravljene pravzaprav s kitaro že nekaj časa in čakajo na to, da pridejo na dan. Tako je. Velike stvari, ko dela človek ob družini, službi na konzervatoriju in tako, si v bistvu vzamem čas, da ko bo nekako zrela in bom imela vse pripravljeno, da pride ven ta glasba do vas. Ko boš velika. Ja, ko bom velika. Da sliši, kako zveni pomlad. Saj ne ve nič več, kdaj je zaspala. Svet okoli nje je osivel, prazno strmi, ne gane se, ne sliši ljudi. Po malem jutra težka so postala, spomin potiho odrevenel, slike v temi zamivajo, pozabljena luč spi. Kako zveni pomlad. Že dolgo ura več ne bije in žarnic menjal ni nihče. Prah je prekril skodelice, svetlobe pač ne.
Na festivalu Popevka 2023 se je predstavilo 12 novih pesmi. Izmed njih je veliko nagrado občinstva prejela skladba z naslovom Med nama v izvedbi Nina Ošlaka, ki je bil po razglasitvi zelo presenečen. Zelo začuden sem bil zato, ker so v kadru pokazali nekoga drugega od izvajalcev in v Green Roomu se je malo slabše vse skupaj slišal in šele pol sem videl svojo sliko na ekranu in jaz sem šel na festival predvsem uživati v novi muziki, v dobri muziki in to je bilo to, ne pa, to zame res ni bilo kot neko tekmovanje, ampak predvsem velik praznik za slovensko glasbo, za novo slovensko glasbo. No. Zato sem bil totalno začuden in hkrati pa presrečen. Pričel si, tako kot te veliko vidimo, ob klavirju. Ja, klavir je moj najljubši inštrument in moj zvesti spremljevalec od nastajanja pesmi, pa včasih bolj tudi na odru in sem rekel, klavir mora biti del tega nastopa, tudi pesem se tako začne in brez klavira ne bi šlo. Mogoče tudi tisto nasprotje modernim ritmom, ki jih drugače ustvarjaš? Tudi zato sem se prijavil na Popevko. Ponovadi delam res bolj živahne pesmi, ritmične, tudi z malo več elektronskimi zvoki. Ko je pa nastala ta pesem, sem pa v bistvu že pri ustvarjanju aranžmaja slišal violine, pa brass sekcijo in tako naprej. In sem rekel, to bo taka pesem, ki bi na slovenski Popevki super zvenela in sem rekel, dajmo jo prijaviti čisto v hecu. Ker prvič sem se prijavil 10 let nazaj, pa je bila moja pesem zavrnjena. Zdaj sem se po 10 letih spet prijavil in je bila pesem sprejeta in zdaj še zmagala. In občutki so tako kot pojem v pesmi, no? Da je to nekaj, kar z besedami opisati se ne da. Na koncu si pa vseeno klavir zapustil. Potem se pesem malo razživi, pa sem rekel, bomo še malo ostali, da se še malo sprehodim, konec koncev obleka, to treba pokazati, ne? Tudi to je danes del nastopa, tako da, Med nama pa je naslov tvoje. Med nama je ena taka precej osebna izpovedna pesem, zame nosi veliko nekih spominov, ki na koncu mogoče niso bili lepi, ampak v tistem trenutku so pa bili in jaz večkrat rečem, da v življenju je treba živeti za lepe trenutke in te stvari upevati, ker je že tako ali tako preveč enih slabih stvari na tem svetu, tako da če lahko z glasbo saj nekaj te pozitive prenesemo na poslušalce, mislim, da je naš namen več kot dosežen. Nino, kako naprej? Naprej, zdajle najprej ultra tole proslaviti, potem pa z muziko naprej. Muzika je moje življenje od jutra do večera in še naprej. Živim za glasbo in to je, mislim, res ne moram reči, da je poklic, ampak moje življenje, no. Živijo, sem Nino in vi poslušate oddajo Radio Aktivno. Vedno si želela si, da imela bi nekoga, ki te bo razumel. Če bo težko, le zate bom tvoj zvest vojak na straži, ki te brani. Le zate pa dobi res ni besed, ki bi povedale, kaj je. Med nama, nekaj je med nama, nekaj, kar z besedami opisati se ne da. Med nama, to, kar je med nama, vem, da res verjameva, oba, da vedno bo lepo med nama. Lahko sva tu, lahko sva tam, prekleto malo rabiva. Dovolj mi je, samo da skupaj sva. Res ni besed, ki bi povedale, kaj je. Med nama, nekaj je med nama, nekaj, kar z besedami opisati se ne da. Med nama, to, kar je med nama, vem, da res verjameva, oba, da vedno bo
Sem Anika in poslušate Radio Aktivno. Nisem ptica, a letim, nisem ogenj, a gorim, sanjam, čutim in živim. Padem, a se ne predam, dvignem se in se ne dam, vedno se boriti znam. Ko gre za pravo stvar, grem kot močan vihar in zavrtim moj svet. Ko gre za pravo stvar, grem kot močan vihar skozi obzorje let. Na polno, po sanje v daljavi, prav nič me ne ustavi. Na polno, življenje znam ljubiti, ker srcu znam slediti. Na polno. Sem kot odprta dlan, gledam le na svetlo stran, nasmejana diham dan. Meni je milijon idej in želim samo naprej, preko vseh ovir in mej. Ko gre za pravo stvar, grem kot močan vihar in zavrtim moj svet. Ko gre za pravo stvar, grem kot močan vihar skozi obzorje let. Na polno, po sanje v daljavi, prav nič me ne ustavi. Na polno, življenje znam ljubiti, ker srcu znam slediti. Moja pot je moja domišljija, moje ime je čista energija, žarek sem, ki temno noč prebija. Na polno, po sanje v daljavi, prav nič me ne ustavi. Na polno, življenje znam ljubiti, ker srcu znam slediti. Na polno, po sanje v daljavi, prav nič me ne ustavi. Na polno, življenje znam ljubiti, ker srcu znam slediti. Na polno, življenje znam ljubiti, ker srcu znam slediti. Po sanje v daljavi, prav nič me ne ustavi. Na popevki 2023 smo v oddaji Radio Aktivno Plus. Na polno je zapela Anika Horvat, ki je odprla letošnji festival. Vse popevke so izvajalci odpeli v živo, ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Patrika Grebla. Orkester je spremljal tudi Aleksa Volaska. Ja, letos sem se prijavil brez pričakovanj in imel sem krasno pesem, ki me je nekako v zadnji minuti nagovorila. Tako da z nastopom sem ful zadovoljen, single izide ločeno zdaj v kratkem, tako da vse super. Nekako pa si s popevko v zadnjem času povezan vedno z Ljubljano. Ja, ne vem, kaj je s tem. Skoraj vsako leto sodelujem, če ne kot izvajalec, kot avtor. Zgleda, da če nekako ideje črpaš iz okolja, je to zame Ljubljana in vsa ta njena lepota. Kot se je nad Ljubljano danilo, sedaj pa si zapel Odo Ljubljanskemu gradu. Ja, gre za eno neko podoživljanje spominov, primerjanje gradu z večnosti kamnov, z večnostjo ljubezni. Ne vem, zdelo se mi je primerno, pa še znajdel sem se na neki točki na Ljubljanskem gradu. Kolikokrat si že bil na njem? Kot Ljubljančan težko štejem.
Drugače pa, Aleks, v zadnjem času smo te spoznali tudi v nekoliko drugačnih ritmih. Ko sem dobil skladbo, povem po pravici, sem bil šokiran. Res je, rad se igram, glasba je igra srca in emocij in mislim, da bo še velikrat šokiran. V prihajajočih projektih sem skoraj prepričan, da bo prišlo še kaj zanimivega. Tako da ne obupati, ne pozabiti, ker te bom vsake tako spomnil na vse. Zato dobro, da nisi danes prišel na oder v Gorenjski narodni noši. Ne, nisem prišel in tudi ne vem, če mi je kaj prav, bi mogel jo po meri narediti. Tako kot sem rekel, rad se igram z glasbo, glasba je tako širok pojem in jaz ga ful rad odkrivam, vedno bolj, tako da marsikaj novega še pride. Sem radioaktiven in poslušate Aleksa Volaska. Pod zelenim gričem, kjer nekoč sva stala, kjer v eno stekajo se vse poti. Pred mogočnim zidom malo sva postala, rekla si le zapri oči, slišiš kako srce drhti. In zvezde vse se zlile so v naju, za naju, pesem svojo večno pojejo. Tam ljubljanski grad stoji že tisočletje in še 1000 let za nama tam bo stal. Saj minljivost je najlepša, ko popelje te po poti, kjer sem svoj poljub ti dal takrat. Sive skale še so iste zvezde, v srebrno prejo me ovijajo. In vsi mladi pari v sebi so kot iskre, si na uho še pečejo, s tabo mi je res prelepo. Kakšne pesmi skrivajo te sive stene, ki polne so poljubov in solza. Tam ljubljanski grad stoji že tisočletje in še 1000 let za nama tam bo stal. Saj minljivost je najlepša, ko popelje te po poti, kjer sem svoj poljub ti dal. No, in isto bo nebo, ko najino slovo vzelo bo poljub. Letih bo tam ostal in srečo drugim dal, kot nama je nocoj. Tu stojiva sama v času izgubljena in poti prerasel najin bo spomin. A tam ljubljanski grad stoji že tisočletje in še 1000 let za nama tam bo stal. Saj minljivost je najlepša, ko popelje te po poti, kjer sem svoj poljub ti dal takrat. Med nastopajočimi na popevki se je kot debitantka predstavila Nina Grilc, ki je bila z nastopom zelo zadovoljna. Absolutno, jaz sem izredno uživala, res, in tudi moja ekipa je bila super in ponovila bi še 100-krat, če bi lahko. Vidim, da imaš ob sebi razširjeno ekipo, mlado. Tako je, to so moji otroci, Max in Ema. Absolutno si delimo vse izkušnje, tako da ne bi hotela nikakor drugače, kot da so tukaj z mano. Zapela si osebno izpovedno pesem? Tako, ja.
Sicer napisana je bila od avtorja Uroša Buha pa Jureta Novaka, tako da besede sicer niso moje, ampak je taka čustvena izpovedna pesem in mislim, da sem se lahko kar lepo, sem jo lahko lepo začutila. No. Praviš, da ni isto? Absolutno ni isto, ampak življenje je tako, stvari se spreminjajo in moramo iti naprej tako ali drugače. Pomeni, da pozitivno gledaš naprej? Absolutno. Jaz mislim, da življenje je dar in je darilo in zdaj se mogoče še bolj tega zavedam, kot kar prej in je res treba izkoristiti vsak trenutek. Kaj lahko pričakujemo še s tvoje strani na glasbenem področju? Jaz upam, da je to neka otvoritvena točka, da se mogoče vrnem nazaj v glasbene vode. Zdaj sem tudi sama občutila v bistvu, koliko uživam v tem, kakšno veselje mi je bil ta nastop, tako da jaz upam, da od te točke naprej, da se bom majčkeno več vrgla v glasbene vode. Dotaknil se me je kot ti, enako prav mi je zlani. Poljub je bil enako vroč, enako ur je štela noč. Enak strhljaj me je napel, enak šepet mi sabo vzel, enako z mano prepleten, enako meni potešen. A ni bil ti, ni bil kot ti, nista polnil mi noči, nista ljubil, isto pel, nisi me isto vzel. Enako sem potočila, enako sanj razvodenila, enako upo vrgla vstran, enako žalosti za ni bil kot ti, nista polnil mi noči, nista ljubil, isto pel, nisi me isto vzel. A ni bil ti, ni bil kot ti, nista polnil mi noči, nista ljubil, isto pel, nisi me isto vzel. Dotaknil se me je kot ti, enako prav mi je zlani. Poljub je bil enako vroč, enako ur je štela noč. A ni bil ti, ni bil kot ti, nista polnil mi noči, nista ljubil, isto pel, nisi me isto vzel. Ni bil kot ti še en nihče, a me je ljubil ti mene, za isto vzela bi nazaj, ni isto kaj, bova pa zdaj. Po Emi Fresh je na odru popevke zapela tudi Parvani Violet. Ja, jaz sem s svojim nastopom zelo zadovoljna. Moderni ritmi so bili tudi v Plamenih. Ja, tako je. Tvoje delo? Ja, glasba in besedilo ja, aranžmaj pa sestavlja Žan Markič. Plamen je naslov skladbe. Tako. Ja, v bistvu govori o gorečnosti duše, bom tako rekla, o nekih največjih vrlinah, ki nas ženejo naprej. Ali vedno ogenj zagori? Naj bi, ja. Trudimo se, negujemo. Kako pa ga pogasite? Ne rabim gasiti.
ne rabim gasiti, skozi plamti. Kaj lahko od tebe pričakujemo v prihodnje? Še več muzike, predvsem pa zelo cool videospot od Plamena in sicer z orkestrsko verzijo in z mojo studijsko verzijo. Ena je bolj R&B, druga pa ta, ki ste jo slišali nocoj. Ampak ja, dva videospota, dva zelo cool videospota, magična. Bo tudi EP, o katerem smo že govorili po telefonu? EP se sestavlja, ja. Ostal je samo en plamen, kot kamen, biser ti čuvaš ga v prsih, sveto in skrito, da se name, kot bi rekla vetru, da se skrije in se reke in slije, nastane vrlina, ki moč se ji upira, a je čistega izvira. Naj ti ponovno pokažem ta plamen, naj ti ponovno pokažem, kar tli, ko ti kar v soncu preblizu letim, ko padam gor luni, se ne smem. Dva so kola, zvesto nad mano, bdita, usoda je razkrita. Čaša resnice končno je prelita, ko bi rekla vetru, da se skrije in se iskre odkrije, nastane vrlina, ki moč se ji upira, a je čistega izvira. Naj ti ponovno pokažem ta plamen, naj ti ponovno pokažem, kar tli, ko ti kar v soncu preblizu letim, ko padam v luni, se ne smem. Krog in okrog se na mestu vrtim, zopet prihaja do kranja kril, a Ikarus sam ve, zakaj se borim, ko padam v globino, se biser rodim. Naj ti ponovno pokažem ta plamen, naj ti ponovno pokažem. Naj ti ponovno pokažem ta plamen, naj ti ponovno pokažem, kar gleda, ko ti kar v soncu preblizu letim, ko padam v luni, se ne smem. Ko ti kar v soncu preblizu letim, ko padam v luni, se ne smem. Padam v globino, se biser rodim. Kot je bilo že povedano, je skladbe ocenjevala strokovna komisija v sestavi Matej Jevnišek, Jani HC, Boris Benko, Gregor Strasberger Štras in kot predsednik Gašper Salobir, ki je tako ocenil slišane skladbe. Ja, moram reči, da je bila zadeva zelo pestra v tem kontekstu, da je bilo veliko skladb različnih, žanrsko različnih, interprecijsko, aranžmajsko, tako da mislim, da smo izbirali med nekim dobrim izborom in na koncu izbrali to, kar smo mislili, da je najboljše. Letos je bilo slišati tudi kar nekaj modernih ritmov, ne več samo tiste klasične popevke. Ja, res je, tako kot vsaka stvar je tudi naša ideja oziroma naše razmišljanje, da tudi popevka mora iti s časom naprej, pa vendar ne v principu zamegliti tiste, ki jo poznamo. Govorim seveda o samem žanru. Ne nazadnje tudi glasba se razvija.
absolutno. To je neka logična posledica vsega, tako da tudi tukaj mora zadeva iti naprej. Kako potem vidite popevko 2024, 2025, 2026? Ja, jaz mislim, da bo zelo podobna situacija, kot je bila letos. Bojo se pojavile skladbe, ki nakazujejo neko tradicijo popevke, če se lahko izrazim tradicionalne, in pa seveda tudi takšne, ki bodo težile k nekimi novimi postopi, če govorimo tukaj o nekih elektronskih ritmih ali kakšnih zadevah, ki sodijo tukaj zraven. V nadaljevanju še Kanegato s skladbo Nekaj lahkega. Pridi k meni, draga, jaz zakuril ti bom oken, malo boš od dima, malo boš od sam, na polena vrgla bova vsak pogled turoben, ti boš moja diva, jaz bom sem neznan. Polet, ki riše tvoj nasmeh v poletju, polet, ki ukrade v te povsem korektno je, v ta svoj svet, daleč od sarkazma, čisto samo zase, da spet res daješ nekaj nase, res verjameš vase. Ker mi pomembno je, s teboj v miru gledal bom, kako ta svet igra se, kar spornega povedal bom, drži prosim zase, ko podral ti bom lase, dokazal bom, da da se, da še pozna se, če ljubezen raste. Večer postaja pester, čutiš spet romantiko, pomaga živi mi orkester, da utripaš res močno. Zdaj nama je dovoljeno spet gledati v nebo, gledati ista mena svetlo. Ostaneš sama, zato ne zameri mi, da sem romantiko pripeljal k nama. Viš, se mi čudno zdi, da nihče več ne poje, kako so lepe tvoje oči, ki zagledale so plamen, kako je živo zagorevko. Spoznala si, da iz trenutka ušel sem na popevko. Vse, kar potrebujeva, tisočletja že cveti, teče, raste in gori. Pridi k meni, draga, jaz zakuril ti bom oken, malo boš od dima, malo boš od sanj, nazaj ti na srce pripel občutek bom čaroben. Veš, res si prava diva, ko ugasneva ekran. Pričaka me v mali sobici, preko sen se zaves, silhuete dreves me odpeljejo jutra najmanj. Ne verjuha mi, igrava se igre nore in nihče ne ve, kaj se v nama budi. Ko vidiš me srečno v svojih očeh, opiši mi misli, potopi
Ko govoriš, da ni več konca dni in da trajalo bo pa, če morje izhladi in sonce izgori zaljubljeno v naju in spet to vse želja. Med rjuhami je najin svet, ko igrava nore igre se in še zvezde same živo zamižijo. Ko vidiš me srečno v svojih očeh, opiši mi misli, potopi me v najin svet. Ko vidiš me srečno, spet se odkrijeva, njemu ti želja eno sva. Ko vidiš me srečno, ko vidiš me srečno. Ko vidiš me srečno, je zapela Kataja na popevki 2023. Za konec oddaje Radioaktivno Plus. Še k voditeljicama. To sta bili Helena Blagne in Raven, ki sta se v šov programu ob spremljavi orkestra predstavili s prvim duetom skladbo Ikona. Raven najprej o tem, kako je videla popevko z druge strani. Veliko bolj sproščeno, kot če sem tekmovalka, to sigurno. Si pa predstavila tudi novo skladbo. Res je, to je bil še najbolj tak živčen del te popevke, ampak drugače sem pa nasplošno zelo zadovoljna z izidom in to, kako se skupaj na koncu izpadla. Ikona je naslov nove. Res je, govori pa o lepi Heleni iz Troje. Ne o Heleni B. Ne, ampak sigurno je pa kakšen delček te pesmi se nanaša tudi na Heleno. Čeprav bi bilo slišati tudi njo na vokalu oziroma back vokalu. Ja, ne, je kar njo se kar konkretno sliši, mislim, da v komadu. Ja, sigurno. Je ta vmesen del tudi pogled popevke naprej in ne samo nazaj in poseganje po neki nostalgiji pa prepevanju starih melodij? Jaz sicer imam zelo rada stare melodije in jih bom tudi vedno prepevala, ampak hkrati pa nekako mislim, da je za napredek so pač potrebne spremembe. Kaj drugega še počneš, kaj drugega pripravljaš? Pripravljam nov album, ki bo izšel naslednje leto, februarja 17. Torej, material je že skoraj da pripravljen. Je, in tudi Ikona bo ena izmed skladb na albumu. Je potem tudi Ikona znanilec zvoka tega albuma? Res je, v bistvu sem se zdaj prvič res preizkusila tudi v vlogi producentke, tako da bodo ljudje lahko malo bolj slišali tudi moj nekako osebni izraz kot producentka. Boštjan, ki sem vas popeljal med letošnjimi popevkami, se poslavljam z Raven in Heleno ter skladbo Ikona. Ženska, ki postala je ikona, zdaj se zlato dviga, njena, ki postala je verika, trnje ali krona. Ženska, ki postala je ikona, strast budila vojno, a zato plačala celo dvojno. Jaz sem Raven in vi poslušate Radioaktivno Plus. Noč v prevari 1000 mož, ona z vencem mrtvih rož. Plamen prekrižal ji je pot in moc se v rdečih vod. Zora se zbudi, rdeča je kot kri. Trnje ali krona, ženska, ki postala je ikona, zdaj se v zlatu dviga, njena, ki postala je verika. Trnje ali krona, ženska, ki postala je ikona, strast budila vojno, a zato plačala celo dvojno.
ni veriga. Drni ali krunja, ženska, ki postala je ikona. Stran smo bili na vojno, a zato plačala ceno dvojno. Čakate na oltarju, samo mužici, tu jih je ljudi. Konec bo rešitev ali kazen, edini sodnik boš vedno ti. V tem refrenu ni zmagovalcev, v knjigah hoče vojne pero drži. Usoda je v rokah gledalcev, v njej resnica nikdar ne preživi.